Slovenia are on top of the Eurobasket world, folks. They are now going to be the best team in European basketball for the first time in their history. It was an amazing performance. Thank you so much. It was the best one ever. Yeah, definitely, of course. Unbelievable. Crazy unbelievable. Yeah. Dragic pulls up at the line. Good. We'll calm down the nerves a little bit for Slovenia. Red hot. Jovic drives in, and Marjanovic had the ball but didn't collect it. Now Dragic pushes it quickly and lays it up and in. It's like a bullet from a gun. He was down there. Dragic for three. Good. Hits it right back. 15 remaining in the first half. This case is too high scoring for Serbia. Dragic again for three. Good. This guy is a man possessed here tonight. Dragic. Both teams trading blows here. Dragic pulls up at the line. Che spettacolo! Goran Dragic! Prižogi, Goran gre za tri, dosegna napaka in koš Gorana Dragića! Juhu! Will you put your hands up? To rally the troops. Put your hands up, please! Živijo, Blaž, kako si? V redu, kaj naj rečem, po nedelji se me še vedno nekoliko držijo te dobri občutki, tako da se nimam kaj pritoževati. Ja, jaz že cel teden naokoli hodim nasmejan, podobno kot verjetno številni najini poslušalci. Ampak počasi se bistrimo, počasi smo vedno bolj analitični, poskušamo analizirati, kaj smo pravzaprav dosegli, kaj so naši košarkaši dosegli, kako odmeven uspeh. Vse to vedno bolj premlevamo, na začetku smo se pa vendarle prve dni samo veselili. Tudi najin tisti prvi podcast po sami tekmi ni bil tako analitičen, kot so bili morda kateri prejšnji. In tudi to sledi v prihodnjih tednih. Seveda Eurobasket ne bo izginil kot tema najinih podcastov v prihodnosti, oziroma da sem bolj specifičen, košarkaši, naši igralci bodo seveda tema mnogih najinih podcastov v prihodnosti, tudi današnjega, ki ga bomo posvetili ravno tem, kar v prihodnji sezoni, v sezoni, ki se že začenja, ki se je za Luko recimo že začela. Kaj čaka naše igralce, heroje naše reprezentance, ki jim je uspel ta zgodovinski podvig? Ta teden smo lahko že spremljali predstavitve naših igralcev, nekaterih naših igralcev v svojih klubskih okoljih. Včeraj ste lahko recimo na našem Facebooku videli zabaven posnetek o predstavitvi Jake Blažiča. Je nek starček skoraj da pretepal snemalca, ki je snemal celoten dogodek, ne vem, Blaž, si videl? Ja, mo kar zabavno, ja. Ja, za naše igralce se sedaj očitno tepejo posod, kamor so prišli. In tako kot sem dejal, seveda tokrat več o tem, kaj v prihodnji sezoni čaka Gorana Dragića, kaj čaka Luko Dončića. Antonija Randolfa. Ne bova pozabila Tončka. Tudi Prepelič bo naslednjo sezono igral v zanimivem klubu, ki ne sodi med tiste najboljše evropske klube, vendar ne gre za, če gledamo njihovo postavo, recimo sedaj so podpisali pogodbo tudi z Borisom Diovom, ki se je vrnil iz NBA v Evropo, kjer bo verjetno zaključil svojo bogato, izjemno kariero, res. To, da ne bo zgubljala časa z govorjenjem o Borisu, preveč imamo zapovedati vseh naših igralcih. Pred Goranom in Luko sta vendarle morda celo najbolj pomembni sezoni v njunih karierah, kar je seveda zanimivo. Luka čisto na začetku svoje kariere, Goran na vrhuncu, morda se že bliža koncu svojega vrhunca. In zakaj seveda oba naša najbolj pomembna, ključna igralca čakajo tako pomembne sezone, o tem več v tokratnem podcastu. Bi pa predtem mogoče celo zadevo začel takole, Blaž. Ko sem se v ponedeljek vračal domov po tistem fantastičnem sprejemu na Kongresnem trgu v ponedeljek, no ja, sprejem naših košarkašev, videti naše igralce je bilo fantastično, izjemno, polno emocij, seveda vse to, kar sem že omenil. Nekateri drugi aspekti, morda samega vodenja in režije celotnega dogodka niso bili tako fantastični. Morda celo na srečo se večino tistega, kar so povedali, sploh ni dalo slišati, ampak tudi politiki zopet niso mogli svoje kože in se pokazali tam, kjer po mojem mnenju ni njihovo mesto. In ravno ministrica, ki je tam namenila nekaj besed, za katere sem bil res vesel, da jih takrat nisem slišal, nažalost sem jih slišal kasneje, Goranu in reprezentanci, je ravno, ko sem pogledal Twitter, medtem ko sem se vračal domov s hashtagom moj tim, to je bil hashtag, ki sem ga takrat gledal, tweetnila svojega profila: šport navdihuje in povezuje, Goran Dragić in fantje, hvala. In Blaž, kot apolitičen človek, si nisem mogel pomagati, da nisem takoj zatem, minuto potem, ko je ona to napisala, takoj odgovoril: res je, politika pa demoralizira in razdvaja.
In mislim, da je to nekaj, s čimer se lahko vsi strinjamo, tudi tisti, ki se morda bolj naklanjajo eni ali drugi politični opciji, lahko vidijo, da ni nič lepšega, nič bolj primarnega, prvinskega, čudovitega, pristnega, če hočete, kot recimo šport in emocije, ki jih tak dogodek zbudi v ljudeh, v naciji. Nobeno dejanje naših politikov ne bo nikoli takih emocij zbudilo. Nažalost, seveda ne tudi kakšni podvigi, morda v kulturi, glasbi, filmu, gledališču, področjih, ki tudi recimo nas lahko emocionalno ganejo, vendar do takih mer kot šport preprosto ne. Tega je zmožna samo ta čudovita, če sem govoril o teh Blaž prvinskih, primarnih, pristnih čustvih v nas, to je nekaj, kar je bilo v nas, še ko smo prebivali v jamah. To so preprosto čustva, ki se jih ne da potvoriti, ki se jih ne da simulirati, ki se jih ne da reproducirati z nobeno drugo stvarjo kot športom. Žal je tako, to je resnica, Blaž, in zakaj sem se navezal na ta tweet? Zato, ker seveda po takih izjemnih uspehih potem pride čas za streznitev, za analize in pride čas za to, da politika, da te organizacije, administracije, organi, ki so odgovorni za razvoj športa, za promocijo Slovenije kot države, to poskušajo iztržiti, poskušajo narediti korak naprej, morajo narediti nekaj, da bo napredoval slovenski šport, da bo slovenski šport, slovenska košarka vzdržala ta nivo, ker to namreč za sabo potegne ogromno stvari, potegne za sabo ta promocija, potegne za sabo tudi dobršen del gospodarstva. Na povsem banalnem nivoju, Slovenija je turistična država, turizem je ena izmed najpomembnejših vej našega gospodarstva, in boljše metode za promocijo kot šport, kot tak Eurobasket, preprosto ni. Kaj bi recimo, Blaž, bila lahko boljša promocija za Slovenijo, kot je bil naslov evropskih prvakov v košarki? Morda, če bi se slovenska nogometna reprezentanca prebila v finale evropskega prvenstva, njim ne bi bilo potrebno osvojiti naslova, da bi bil recimo dogodek enako odmeven? Lejte, mi nijamo igračev za kaj tazga, ne. Malej. Dobro, o tem drugem selektorju in drugi zvezi bova govorila v kakšnem prihodnem podcastu. Ampak ja, to, kar so naši košarkaši naredili, tako odmeven dogodek, tako odlično promocijo, preprosto ni uspelo še nobenem športniku. Smo osvajali že kolajne v olimpijskih disciplinah, individualne. Ja, morda, recimo, če bi košarkaši na olimpijskih igrah osvojili kolajno ali pa z Američani igrali finale, to bi bil recimo bolj odmeven dogodek. Poletne olimpijske igre so vendarle najbolj gledan športni dogodek na svetu in najbolj gledan športni dogodek tega najbolj gledanega športnega dogodka je pa ravno moški olimpijski turnir v košarki. Seveda, v veliki meri zaradi Američanov, no recimo to bi bil bolj odmeven dogodek, kot sem dejal, verjetno, če bi se morda recimo na vplivnost in razvoj nogometa, ki je vendarle pred košarko, to ne gre skrivati, košarka vendarle še gleda v hrbet nogometu, vendar seveda upamo, da se bo vedno bolj približevala, ampak glede na to, kako FIBA, ki je podoben mastodont in megalodon in dinozaver, ki bi moral izumreti kot FIFA, vendar da ne bova seveda zdaj preveč o FIFI, FIBI, sem se te tematike dotaknil ravno zaradi tega seveda in tistega tweeta ministrice za izobraževanje, znanost in šport, ker bo seveda tudi ona v veliki meri odgovorna tudi za to, kako bo Slovenija iztržila to, kar sedaj govoriva, ta izjemen uspeh. Ampak, ko se dotikava FIBE, morda samo preden začneva z tisto temo, ki sem jo že napovedal, Blaž, problematika razcepljenosti evropske košarke, teh tenzij med evropsko klubsko košarko in evropsko reprezentančno košarko. Kakšna beseda o tem, Blaž? Tako, ja, dotakniva se morda nekoliko FIFA in teh kvalifikacij. Začenjajo se že novembra. Igralo bo zelo malo igralcev, ki je igralo na temo Eurobasketu, vsaj tistih najboljših ne bo, kajti verjetno čez medije najini poslušalci vejo, kje tiči vzrok za to. In ravno ta vzrok, ta spor med Euroligo in pa FIBO je nekaj, kar zelo, zelo škoduje košarki, da ne govorimo o relaciji med NBA-jem in FIBO, ki enostavno vemo tudi tam, kako stvari stojijo. Na tem Eurobasketu se je to recimo izrazilo ravno v tem, da so sodili tretjerazredni evropski sodniki. Ja, in te tenzije med vsemi temi organizacijami so samo slaba stvar za košarko. Recimo, jaz osebno podpiram te umestne termine za reprezentančno košarko, kajti velikokrat
Kajti velikokrat sem si tudi sam zaželel, da bi videl lahko reprezentančno košarko med sezono. Se mi zdi, da je to dobro, da je to dober način za približevanje košarki širši javnosti, kajti pač reprezentance vseeno vzbujajo nekakšno drugačno zanimanje kot klubi, ampak enostavno način, na kakšen FIBA želi to usiliti, je enostavno napačen. NBA liga je tako ali tako rekla, da to njih sploh ne zanima, oni imajo svojo sezono, grejo dalje. Podobno je sedaj rekla tudi Euroliga in vse. No, obe ligi sta to rekli že nekaj časa nazaj. Že nekaj časa nazaj, FIBA je vseeno šla s tem naprej in v nelagoden položaj postavila tako državne košarkarske organizacije, kot tudi recimo klube, kot je recimo Olimpija in ABA liga. Ko dejansko FIBA ABA lige ne priznava, Euroliga po drugi strani priznava samo ABA ligo, kar se tiče uvrstitve v njena tekmovanja. V Euroligi je seveda precej več denarja kot v tej FIBIni ligi prvakov, ki sicer ni slabo tekmovanje. Po imeni nekateri klubi, ki nastopajo v FIBIni ligi prvakov, so renomirani klubi, vendar še vedno to ni nivo klubov Barcelona, Real, CSKA, Maccabi, Olympiakos in tako naprej. Gre za tretje razredno evropsko tekmovanje za Euroligo in evropskim pokalom. Tako je in skratka FIBA je organizacija, ki je izgubila nadzor nad klubsko košarko že kar nekaj časa nazaj in sedaj se krčevito poskuša nazaj recimo temu uriniti, da bi imela nadzor nad tem, ampak enostavno so ostale organizacije sedaj postale tako močne, da FIBA s svojim nekim diktatorstvom enostavno ne more narediti nič več. Vse se da narediti samo z dialogom, vendar tukaj je sedaj treba povedati, da dialog mora biti z obeh strani. Tako kot recimo FIBA noče poslušati Eurolige, na drugi strani tudi Euroliga noče poslušati FIBE, tako da vse skupaj je ena taka velika zmešnjava, na koncu pa trpi, vemo kaj, navijači in pa košarka. In to je tista glavna poanta in zato ta uvod s to birokracijo, s temi organi, pristojnimi telesi, institucijami, kakorkoli že hočete, ki bodo v naslednjih tednih, mesecih, letih v Sloveniji odgovorni za to, kako se bo iztržil, unovčil ta uspeh. Goran in ostali fantje so svoje naredili. Zvedeli smo sedaj, Goran pri tem uspehu ni bil samo glavni igralec, vodja, mentor, svetovalec. Slišali ste lahko v tej današnji špici, kakšne emocije Goran izžarejo pri tej svoji igri. Sploh ni več vedel, kateri jezik govori. Svojim soigralcem je govoril v angleščini, tisti njegov vzklik iz današnje uvodne špice, na koncu današnje uvodne špice, ni bil namenjen Randolfu, namenjen je bil njegovim ostalim soigralcem. Randolfa ni niti gledal. On je svoje opravil, on se je odpravil v Madrid in Randolfa prepričal za to, da bo zaigral za to reprezentanco. Igralci in športniki so naredili vse, kar lahko. Sedaj je pomembno, da svoje opravijo tudi te organi, tudi košarkarska zveza, tudi v državnem prvenstvu, namreč razcep med našo klubsko in reprezentančno košarko. Ta prepad je sedaj ogromen. Poskušam najti kakšno dobro metaforo, kakšno dobro primerjavo, kako ogromen je ta prepad, pa mi nič ne pade na pamet, ker samo razmišljam vesoljski, mislim, neverjetno velik je sedaj ta prepad med kvaliteto in to je tudi ena problematika, o kateri bova več spregovorila v enem izmed prihodnjih podcastov, namreč košarka je slovenski šport, košarka bi v tem prostoru morala imeti malce privilegiran položaj, tudi zaradi vseh teh uspehov, ki preprosto to zahtevajo. Ne želim in ne bom sedaj zagovarjal tega, recimo, da bi mi tako kot recimo Litva, kjer so košarko prepoznali kot del nacionalne športne strategije in vlagajo veliko večino denarja samo v košarko, vendar tam povsem zapostavljajo ostale športe, od nogometa, hokeja, individualne športe. Levji delež finančne pogače gre samo košarki in to se seveda tudi odraža pri neuspehih na ostalih športnih področjih in tukaj smo mi neverjeten fenomen. O tem seveda v vsakem podcastu, ki ga bova začela snemati oktobra, najnem pregledu najpomembnejših, največjih športnih dogodkov v Sloveniji in najbolj odmevnih dogodkov, tudi kakšnega svetovnega, ki seveda rezonira v slovenski javnosti, bova obdelala. Ampak ja, to, kar je možno pri nas, v Litvi ni možno. Vendar so njihovi uspehi morda celo bolj odmevni zaradi uspehov njihove košarkarske reprezentance, ki je na moškem turnirju v olimpijskih igrah, svetovnih prvenstvih, evropskih prvenstvih, vedno pri vrhu, vedno med najboljšimi, osvajali so medalje in to je recimo tako odmeven uspeh, ki ga hočeš nočeš medalja v kakšnem drugem športu, individualnem športu, tudi recimo na olimpijskih igrah ne more odtehtati oziroma se ne more z njim primerjati.
In o tem govorim predvsem zaradi tega, ker je košarka v zadnjih 10 letih morda še nekaj več bila pravzaprav v podrejenem položaju. Pri nas so določeni lobiji, tudi novinarski lobiji, druge športe porivali v ospredje in to lahko vidite v osrednjem slovenskem športnem časniku, to lahko vidite na nacionalni televiziji, to lahko seveda vidite pri privatnih televizijah, ki pač promovirajo tiste športe, ki jih prenašajo, za katere si zagotovijo ekskluzivne pravice prenosa. In zaradi tega je bila košarka v zadnjih letih res v podrejenem položaju in ogromno novinarskih pisunov se sedaj v tem tednu slini in naslaja ob teh uspehih, medtem ko v zadnjih 10 letih niso verjetno napisali 3 besed o tem športu. Ja, recimo, če samo pomisliva, prejšnje sezone Lige ABA, kdo je imel pravice? Pravice je imel Telekom Slovenije in večina športnih navdušencev, večina ljubiteljev košarke teh tekem sploh ni mogla gledati, kajti oni so imeli ekskluzivne pravice samo za svoje naročnike in mi klubske košarke kot take, razen tistih potem tekem v državnem prvenstvu, ki jih je bilo za vzorec. Končnice državnega prvenstva. Tako je, in to je tekem, ki jih je bilo dobesedno za vzorec, nismo mogli spremljati. In potem se ljudje sprašujejo, zakaj je naša klubska košarka tako na psu, ko pa enostavno niti klubov ne moremo spremljati. Mediji so pri tem padcu interesa za košarko, tudi padcu klubske košarke, odigrali pomembno vlogo. Seveda gre tudi za začaran krog. Neuspehi za sabo povlečejo manjšo medijsko pozornost, vendar je to tudi tisto vprašanje, Blaž, kako se že reče, kura ali jajce, kaj je bilo prej. In morda bi recimo kot eno izmed ilustracij tega, o čemer govoril, samo omenil to, da recimo v tistem osrednjem, pravzaprav edinem slovenskem športnem časniku, vsaj na spletu, na njihovi naslovni strani je kot osrednja in najbolj pomembna reakcija na ta izjemen športni dogodek, največji športni dogodek v Sloveniji, že 10 dni kolumna njihovega glavnega kolumnista, ki je vse, kar je potegnil iz tega izjemnega uspeha, iz tega neverjetnega uspeha slovenskih košarkarjev, njegova reakcija na to je kritika druge zveze, drugega selektorja, drugega športa. In to je točno to, o čemer sem sedaj govoril. Reakcija osrednjega slovenskega športnega časnika na tako izjemen, fenomenalen dogodek. Dogodek brez primere. Glavna reakcija osrednjega slovenskega športnega časnika, vsaj na njihovi naslovni strani, kjer se seveda vsak dan menjajo vsebine, vendar ponavljam, že 10 dni je osrednji članek, ki je tam gor vsak dan, članek Milkoviča, ki kritizira Katanca, nogometno zvezo, drug šport, šport, ki ga lobi v tem osrednjem slovenskem športnem časniku, pač postavlja v privilegiran položaj, poriva naprej, tudi posiljuje. Vendar ne želim s tem povedati ali pa na kakršenkoli način kritizirati nogomet. Z Blažem sva oba dva. Nogomet in košarka. Na prvih 2 mestih, le da je pri meni na prvem mestu košarka, pri Blažu na prvem mestu nogomet. To so seveda športi, ki jih spremljamo. Vendar kar želim povedati je ta podrejen položaj, v katerem je bila košarka. In ta članek Milkoviča na naslovni strani Ekipe odlično ilustrira točno to, o čemer govorim, Blaž. Ja, jaz se popolnoma strinjam s tabo in jaz upam, da bo sedaj ta uspeh slovenske reprezentance nekoliko dvignil košarko. Čeprav recimo v podobnem položaju se je znašel rokomet. Osvojili smo medaljo, fantastično je bilo. Pri nas recimo v Sloveniji se tudi individualni športi precej bolj promovirajo, precej bolj se piše o njih, kot pa v ekipnih športih. Recimo lep primer je izbor za mladega igralca leta, ki je romal v roke sicer izjemno nadarjeni plezalki, s tem ni nič narobe, vendar po drugi strani imamo Luko Dončiča, ki je fenomen svetovnega kova, o katerem pišejo vsi svetovni mediji, ki je povzročil pravi boom čez lužo. On te nagrade ni dobil. Dobila ga je sicer nadarjena športnica, vendar roko na srce iz obskurnega športa, ki po odmevnosti košarki ne pride niti blizu. Odlična poanta, Blaž. O tem sem govoril. Ravno o tem specifičnem delu slovenske športne novinarske srenje, ki je košarko porival nadol, ki je košarko podcenjeval, ki je košarko brisal iz programov nacionalne televizije, ki je košarko brisal iz strani njihovih publikacij. Recimo, ko so spraševali Sašo Dončiča, so imeli z njim intervju, njihovo najboljše vprašanje, ki so ga lahko našli, je bilo to, ali Goran Dragić s tem, ko zadane trojko in kaže 3 prste, sporoča javnosti in svetu, da je Srb. Enostavno katastrofalno vprašanje, ki ga nekdo, ki je pogledal samo eno tekmo košarke, ve, zakaj kažejo igralci 3 prste, ko zadanejo trojko. Zato, ker so zadeli trojko. Ne, v NBA ligi ne kažejo vsi igralci 3 prste zato, ker so zadeli trojko. 3 prste kažejo zato, ker so Srbi, seveda, logično. Ne poznaš tistega afriškega srbskega plemena, iz katerega pravzaprav izvirajo vsi ameriški košarkaši.
Ja, seveda. In glede na izjave srbskih medijev, tako ali tako je cel svet poln Srbov in tudi slovenske reprezentance. Porzingis je Srb. Ja, seveda. Aleksej Šved, kot je povedal, tisti tudi je Srb. Tako, Srb, ki je živel na Švedskem. Mark Gasol, Petar in Marko Gasolovič, pravzaprav v originalu vsi vemo, Srba iz Prijedora, če se ne motim. No, ampak da se nehava sedaj šaliti na ta račun, ampak dejansko kaže na to, kako tudi novinarji recimo niso bili pripravljeni na tak uspeh slovenske reprezentance. Kaže na popolno nepoznavanje košarke. Jaz moram priznati, da sem se kot ljubitelj košarke, kot nekdo, ki ima resnično rad ta čudovit šport, se resnično zgrozi ob tem, ko prebira določena vprašanja slovenskih novinarjev, in tukaj mislim, da Blaž lahko podcasterji, webcasterji, blogeri slovenski športni precej dvignemo ta porazni nivo slovenskega športnega novinarstva, žalostni nivo, kjer so vsi strokovnjaki v vsem, kjer isti novinarji poročajo o nogometu, košarki, hokeju, rokometu, skokih, smučanju, tenisu, ping-pongu. V končni fazi saj za tisto njihovo stalno vprašanje, kakšni so bili občutki, ne rabiš ravno poznati športa, kaj ne da. In večina člankov takih novinarjev je seveda napisanih z blefom. Vidiš, da oseba ne pozna športa, in to je tisto, kar me je zmotilo ta teden. Videl sem, da preprosto o košarki sedaj govorijo ljudje, ki o tem športu pravzaprav nimajo pojma. Seveda, ne gre vse dejati v isti koš. Govoriva zdaj o specifičnem delu medijev, o specifičnem delu javnosti. Upam, da so bila tukaj dovolj jasna in o tem bova zagotovo še ogromno spregovorila, ampak to, kar sem rekel, Blaž, ne samo midva. Obstaja veliko slovenskih podcastov, blogerjev, ljudje, ki s strastjo, ki z željo pišejo o tem športu, o različnih športih, o športih, ki jih gledajo. Ne govoriva zdaj samo za košarko, govoriva tudi za nogomet, govoriva tudi za preostale moštvene in individualne športe. Mislim, da tisti, ki kažemo strast do športa, ki imamo ljubezen do športa, mislim, da imamo sedaj to možnost in srečo, da o tem govorimo z znanjem, s strastjo, z ljubeznijo, s poznavanjem, ne pa tiste mrtve, hladne, grde, butaste analize in butasta vprašanja, ki smo jih mogli ta teden tolerirati. Upam, da bo s tem konec čim prej, Blaž, in da bomo s tem opravili in da bodo novi mediji tudi v Sloveniji dobili tako veljavnost, kot jo imajo že v svetu, kot jo imajo povsod, kjer te mainstream, establishment, stari mediji, kjer so na oblasti lobiji in različni interesi, ki zaničujejo ene športe na račun drugih športov. Čas je, da se s tem preneha. Jaz se popolnoma strinjam s tabo in recimo, če samo pogledam, včeraj sem poslušal novinarsko konferenco Miami Heata, vprašanja, ki jih je dobil Pat Riley, so bila povsem na drugem nivoju, kot so pač vprašanja, ki so jih slovenski novinarji postavljali slovenskim košarkarjem. Da ne govorim o določenih pripombah, ki so jih imeli, ko so želeli biti smešni. Prav spomnim se iz tiste prireditve v ponedeljek, ko je Dani Bavec... Ne izgubljava časa od Daniju Bavcu. Ja, ampak želim povedati... Ne omenjaj Danija Bavca in Peta Rileyja v istem stavku. Predvsem, kaj želim povedati, je to, da pokazalo se je, da je nivo slovenskega športnega novinarstva, tako kot v bistvu sedaj ta cel najin rent, če lahko uporabim angleško besedo, je na precej nizkem nivoju. Tudi komentatorstvo ni ravno na nivoju, ne govorim o Petru Vilfanu. Daleč od tega, odlično je odkomentiral evropsko prvenstvo, ampak recimo, če se samo dotaknemo nekoliko nogometa na nacionalki ali pa rokometa na nacionalki, ko vsi že vidimo trikrat akcijo, preden komentator sploh ugotovi, da je padel gol in tako naprej. Enostavno škoda je. Slovenci smo športni narod in se mi zdi, da z boljšim pristopom medijev na splošno do športa, ne samo košarke, do vseh športov, imamo boljše športnike, kot imamo športne novinarje, imamo boljše športnike, kot imamo politike. Naši športniki si zaslužijo precej več kot to, kar kaže ta nivo športnega novinarstva nasploh, ki piše o športu, in ta nivo politike, institucij, državnih organov, organizacij, ki konec koncev zastopajo te športnike. Vse to je na precej nižjem nivoju, kot pa sami naši športniki, ki za voljo svojega trdega dela, zagrizenosti. Recimo tudi Aleksej Nikolić. Lep primer. Vsi so govorili, ko sva brala po forumih, ko sva brala odzive splošnih navijačev, da on nima kaj delati v reprezentanci. Mi smo že takrat govorili, da je on verjetno naš drugi najboljši organizator igre. Morda je še boljši primer recimo Prepelič, ki je v Franciji za Vujoševića, torej legendarnega srbskega trenerja, ki je konec koncev vzgojil drugega MVP kandidata, ki je igral v tem finalu, torej Bogdanovića, naslednje leto najbolj plačanega novinca v NBA ligi. Prepelič je imel pod njim izjemno sezono, midva sva o tem govorila, tudi njega videla v tej vlogi džokerja s klopi.
in tudi od njega pričakovala te igre. Spomniš, rekla sva v tistem podcastu, mislim, da po tekmi z Grčijo ali pa po tekmi z Islandijo, se pravi pred tekmo s Francijo, v napovedniku tekme s Francijo sva oba rekla, midva pričakujeva od Prepeliča boljše predstave. In točno to se je zgodilo. Prišel je in se je razmetal, vrgel kup trojk in vsi so samo skočili, odkje imamo pa mi takšnega snajperja. Ko sem jaz bral recimo neke določene komentarje, članke, prispevke, pred samim evropskim prvenstvom sem dejansko dobil vtis, da te, ki to pišejo, ne gledajo košarke oziroma niso gledali naših igralcev. Če bi bilo drugače, ne bi bilo toliko nejevernih člankov, toliko novinarskih prispevkov, ki so dvomili in kritizirali Nesterovića, ko je dejal. Spomnite se, naši reprezentanti, vodstvo naše zveze je napovedalo medaljo. Kaj je sledilo? Ogromno člankov, prispevkov, vseh mogočih komentarjev na spletu, kako je to totalna neumnost, kako je bil čas za medaljo 5, 7, 8, 9, 10 let nazaj, ko smo imeli precej boljše reprezentance, ampak že spet, to lahko napiše samo nekdo, ki ne spremlja košarke. In ja, v ta koš nejevernih Tomažev sem padel tudi sam, kajti takrat se mi je zdelo, da so te napovedi Nesterovića o medalji nekoliko preuranjene, nikoli ne veš, kako bo s poškodbami, nikoli ne veš, kako bo s poškodbami ali odpovedi pri drugih reprezentancah in na koncu se je pokazalo, pri vseh odpovedih in potem kakšno reprezentanco in kakšne sezone so imeli naši košarkarji. Takrat sem je začel verjeti, da je možen za medaljo. Ko sem videl, kaj bo naš četrtfinalni par, jaz sem še vedno mnenja, da je Latvija bila na tem prvenstvu boljša reprezentanca od Španije, boljša reprezentanca od Srbije in sem bil prepričan, da če bomo izgubili proti Latviji. Pravzaprav se jaz s tabo tudi strinjam. Mislim, da je bila Latvija tista reprezentanca, ki je za nami pokazala največ. In ko sem recimo po prvenstvu bral reakcije, recimo predvsem ameriških medijev, so bile ocene košarkarskih strokovnjakov, da je Latvija bila tista reprezentanca, ki je pokazala največ. In tista četrtfinalna tekma s Slovenijo, morda na koncu tudi še vedno lepotica prvenstva, če bile sodniki bili malce boljši, ampak to je ravno ta tematika, v katero se sedaj zapletava in to. In tako da... Dejansko na koncu, ko potegnemo črto po celotni Eurobasket, je bila Latvija tista najbolj nevarna reprezentanca. No in ko sem ravno omenjal novinarje in kakšno vprašanje so spraševali Rileyja na včerajšnji novinarski konferenci, sva ponovno se zapletla v en tak vortex, vrtinec. Slowly I turn. Ja, iz katerega je najbolje, da sedaj izstopiva in pogledava raje tisto konkretno novinarstvo, po katerem se lahko zgledujemo, to ameriško novinarstvo in nekoliko sedaj obdelava. Kaj je Riley povedal, vem, da smo sedaj bemtila čez vse športne novinarje v Sloveniji, ampak da ne bo to sedaj spet poslalo v nov vortex, nov vrtinec, nekaj včerajšnji novinarski konferenci Miamija. Morda samo še ta stavek, preden zaključiva to dokončno. Ko si omenil kvalitetno poročanje o moštvih na drugi strani Atlantika, ena izmed pomembnih razlik, to je tisto, na kar sem se navezal, ko en novinar pokriva nogomet, košarko, tenis, ping-pong, plavanje, drsanje, milijon povsem nekomplementarnih športov, ki imajo svoje specifike, ki zahtevajo svoje znanje, za katere bi preprosto potreboval preveč časa, da bi se naučil vse o njih in da bi o njih lahko relevantno govoril z znanjem, recimo z določeno avtoriteto. To je tisto, ampak ja, kot si dejal, vidiš, hitro se zapletem v ta vortex. Goran Dragić, Luka Dončić, spregovoriva nekaj besed o teh dveh igralcih in o sezoni, kot sem dejal, preden naj je zavrtel ta vortex, vsaj mene, moram reči, da sem si dal zdaj duškati tudi malce, upam, da ne preveč in upam, da nisem bila preveč težka s tem. Ampak tisti, ki me poslušate, veste, da smo včasih dosti bolj analitična, vendar včasih desna stran premaga levo stran možganov, pa da se to spet ne zgodi. Ja, Riley in njegova tiskovka, morda je bila tista najlepša izjava, ravno tisto, ko je rekel, ponosni smo na Gorana, ponosni smo na to, da ga imamo. O njem je on včeraj in predvčerajšnjem o predstavitvi novega moštva, o predstavitvi nove postave govoril, tako blesteče kot do sedaj še nikoli pravzaprav. Goran je od Rileyja v preteklih letih, predvsem po tisti prvi sezoni, ko je podpisal pogodbo in tisti neuspešni sezoni zaradi, seveda, Wadea in Boscha in povsem nekomplementarnih igralcev in sistema, ki ni ustrezal Goranu. Takrat je Riley njemu namenil kar precej kritik in Goran je več kot očitno tisto vzel na znanje, tudi v zadnjem letu in pol, dveh, nekaj, kar je zanimivo in o čemer bi se dalo govoriti, tudi pridobil kar nekaj mišične mase, spremenil malce postavo in uvidel, da bo moral s tem, ko se stara, postati nekaj močnejši, ker bo zgubil delček hitrosti in da on lahko zdrži vse te udarce, ki jih
vsako tekmo prejme kar nekaj v teh prodorih, ki ste jih seveda občudovali in sprejemali. In Blaž, moram reči, da čisto tako mimo grede najlepši, tisti čudoviti prodor v finalu proti Srbom, proti Bobiju Marjanoviću, ko je šel in sem mislil na začetku, da je celo malce šemgodovsko preigravanje izvedel, ampak je pravzaprav bil bolj in and out dribble v Eurostep, v polaganje pod roko, z napačno roko, pod Marjanovićem. Mislim, kaj češ lepšega, poezija v gibanju, tisti prodor sem si nekajkrat pogledal, to je za sladokusce, kako je iz polnega šprinta v sekundi upočasni, spremeni ritem. To vse izgleda tako preprosto, vendar tisto, kar je izvedel, znanje, tehnika, hitrost, kombinacija fizike in tehnike, ki jo potrebuješ, res, iz polne hitrosti upočasni, in and out, Eurostep, pod roko, čez 222 cm visokega centra, košarkarska pornografija. In to je tisto, kar bo Goran sedaj moral v prihodnji sezoni ponoviti. To so igre, ki jih bi moral pokazati zopet, namreč sedaj Gorana čaka, kot sem dejal, zakaj najbolj pomembna sezona v karieri? Zaradi tega, ker je sedaj Miami v to postavo, ki jo bo naslednjo sezono poslal na parket in naslednje 3 ali 4 sezone, če seveda ne bo prišlo do kakšnih menjav, v to postavo je Riley vložil povsem ves denar, ki ga je imel. Ja, in Miami je sestavil ekipo, ki bo precej bolj primerna za Goranov stil igre. Pripeljali so igralce, ki lahko igrajo podobno, kot je igrala slovenska reprezentanca na tem Eurobasketu, in ravno to je tisto, kar lahko tudi navijače Miamija navdaja z optimizmom, kajti Goran je več kot očitno v takem sistemu vrhunski. In Miami potrebuje vrhunskega Gorana, da bo naredil rezultat. Midva se bova pred začetkom sezone seveda še dotaknila posebej Miamija in dotaknila se bova vseh napovedi in tako naprej, ampak se mi zdi, da kar se tiče ekipe Miamija, Miami mogoče nima na papirju tistih pravih zvezdnikov. Pat Riley je sicer rekel na novinarski konferenci, da oni imajo all-star igralce, ki pač enostavno niso bili izbrani na all-star, kajti tam igra le 12 igralcev, in sam se z njim strinjam. Ampak s takšnim Goranom, kot je bil na Evropskem prvenstvu, ta Miami lahko naredi rezultat tudi v NBA ligi. In to je nekaj, kar se mi zdi, da bi bilo tudi za Goranovo podobo v medijih, v javnosti, kjer je nekoliko podcenjen, več kot odlično. Povsem strinjam se s tabo, tako kot si dejal, če bo Goran igral tako, kot je igral na tem Eurobasketu, če bo sedaj nadgradil igro v lanski sezoni, kjer je bila njegova statistika pravzaprav skoraj da identična tisti statistiki v sezoni 13-14, ko je postal All-NBA igralec, ko je dejansko bil uradno s tem proglašen za enega izmed 6 najboljših branilcev v ligi NBA. Lansko sezono je imel povsem enako statistiko in to seveda priča o tem, kako izjemna konkurenca sedaj vlada na branilskih položajih v NBA ligi. Če si sedaj v ligi NBA med 10 najboljšimi organizatorji ali pa med 15 najboljšimi branilci, si nekje avtomatično tudi med najboljšimi 30 ali 40 igralci v ligi NBA. Tudi v Miamiju, tako kot si dejal, igra bo usmerjena k branilcem, k zunanjim položajem. Pat Riley je povedal, Goran bo tisti, na katerega se bo Miami oziroma trener Erik Spoelstra morda celo najbolj zanašal. Morda bo Goran dobil tudi kapetanski trak skupaj z Udonisom v naslednji sezoni. Udonis Haslem, edini staroselec, ki ostaja iz tiste generacije velike trojice Wadea, LeBrona in Bosha. Vendar ne glede na to, ali bo Goran kapetan ali ne, nanj se bo Spoelstra izjemno zanašal. In Goran je včeraj že v izjavi za novinarje imel tiskovno konferenco, v kateri so ga vprašali, ali morda ta njegov uspeh na Eurobasketu, uspeh Slovenije na Eurobasketu in njegov individualni uspeh z MVP nazivom, ali morda to pomeni, da ima tudi Miami možnosti v naslednji sezoni presenetiti in narediti nekaj podobnega kot Slovenija z tem naslovom prvaka, in je Goran dejal samo why not? Zakaj pa ne? In ta optimizem seveda Goran, celotno vodstvo, zakaj je Riley vložil ves ta denar, ta niz 30 zmag, 11 porazov po začetku sezone, ko pa so nanizali 30 porazov in 11 zmag. Preobrat so pravzaprav začeli točno v matematični polovici sezone, prav diametralno nasprotni polovici, vendar je potrebno vedeti, da v prvem delu sezone so imeli ogromno težav s poškodbami, igrali tekme samo z 8, torej minimalnim številom dovoljenih igralcev. In recimo Miami je igral tekme, kjer je bil recimo samo Goran iz prve peterke, poleg morda Hasana še zdrav, vsi ostali so, tisti ključni igralci prve peterke so pravzaprav manjkali in Goran je igral en večer skoraj da 40 minut, nato pa naslednji večer v Utahu 37-38 minut.
In ravno zaradi teh naporov, ki si jih omenil, bo zelo pomembno, da bodo naslednjo sezono začeli zdravi. In ravno tukaj sedaj pride ta izčrpanost Gorana Dragića nekoliko v igro, kajti on bo sedaj treniral po prilagojenem programu, vsaj na začetku, in bo v bistvu bolj igral samo te akcije, ne bo imel toliko fizičnih pripravkov, kar bo imel taktična uigravanja. In upava lahko oba, da v tem času ne bo izgubil te šampionske forme, ki jo je sedaj okazal na Eurobasketu. Predvsem je to pomembno zaradi Miamija, kot tudi zaradi njega samega, kajti kot sem že omenil, upam, da bo letošnjo sezono imel najboljšo sezono do sedaj, in jaz upam, da bo na koncu, kot sva midva v tistem prvem podcastu po osvojeni medalji tako euforično razlagala, da upava, da bo dejansko letos prišel do All-Starja, da bo dal še to individualno nagrado k svojemu imenu in potem dejansko, da ostane samo še prstan. Že zadnjič sva govorila o tem, kako redko in kako redkim igralcem pravzaprav uspelo postati MVP Evropskega prvenstva in obenem se umestiti še v idealno peterko NBA lige. Samo največji izmed največjih. In seveda do tiste NBA popolnosti, popolne NBA kariere mu do nesmrtnosti. No ja, to je že dosegel verjetno vsaj v Sloveniji, vendar All-Star naziv v NBA ligi mislim, da je dosegljiv že spet. Če bo lahko nadgradil igro v lanski sezoni in seveda to, kar je kazal na Eurobasketu, če mu ni sedaj to pobralo preveč energije, če ne bo to morda pripeljalo do kakšne poškodbe. Vedno je seveda kar nekaj čejev, ki so potrebni za uspešno sezono, ne samo čejev, ki so povezani z tem, kar sam športnik naredi, vendar tudi stvari, ki so predvsem manj odvisne od njega, ampak držimo pesti, upamo, da bo Goran čim dlje še nadaljeval, lahko igral na tem nivoju, in če bo, in če ga v njegovi karieri čaka še kakšen All-Star naziv, potem ja, preprosto tisto, kar govoriva, Goran je podcenjen. Goran je podcenjen igralec, podcenjen je bil v Evropi, podcenjen je bil pri slovenskih novinarjih, o katerih ne bom spet zgubljal besed, podcenjen je tudi pri ameriških novinarjih, kar preprosto, če ne drugega, dokazujejo številke. In ne govorim zdaj o nekih osnovnih statistikah, govorimo o synergy, naprednih statistikah, kjer so njegovi odstotki v določenih elementih košarkarske igre tako visoki, da ti pravzaprav vzame sapo. In seveda tisti, ki delajo bolj podrobne analize, kot je recimo Zach Lowe, zagotovo nedvomno najboljši košarkarski novinar na svetu, človek, ki ima dovolj znanja, da bi lahko verjetno treniral tudi kakšno NBA ekipo. On Gorana izjemno ceni. V njegovih člankih, tudi takrat, ko je igral z Wadeom in Bošem in je imel tisto statistično slabšo sezono, je on pisal tisto, kar smo seveda vedeli vsi, ki smo spremljali košarko, da ima povsem neprimerno vlogo v moštvu. Takrat je recimo zabeležil drugi najnižji usage rate v karieri. Usage rate je ocena deleža akcij, ki jih posamezni igralec porabi v napadu. In Goran je le v svoji rookie sezoni, ko je komaj da stopil na parket, porabil nižji delež napadalnih akcij kot sedaj, 2 sezoni nazaj. To nazorno priča o tem, kako majhno vlogo je imel v napadu, in to seveda tudi pojasnjuje morda, zakaj tisti padec ugleda, ko ga je doživel po tisti izjemni All-NBA sezoni, ko je postal eden izmed 5 igralcev v zadnjega četrt stoletja, ki je sezono končal s povprečjem vsaj 20 točk, ob več kot 50% metu iz igre in več kot 40% metu za 3. V zadnjega četrt stoletja je to uspelo samo 5 igralcem. Njihova imena pa so LeBron James, Kevin Durant, Dirk Nowitzki, Steph Curry in Goran Dragić. Ja, te bom nekoliko usmeril na pravo pot in te bom vprašal naslednje. Včeraj je Pat Riley na novinarski konferenci, ko so ga vprašali o možnostih Miamija, dejal, v naši konferenci ni Golden Statea. S čimer je dal takoj vedeti, da pušča možnosti, da lahko ta ekipa preseneti oziroma da se lahko borijo tudi za sam vrh, če se stvari poklopijo. Se ti zdi ta izjava primerna oziroma kaj lahko ta ekipa doseže v naslednji sezoni? Ja, to je zanimivo vprašanje, ker seveda ni samo Riley visoko govoril o visoko letečih ciljih, planih Miamija za naslednjo sezono. Tudi Goran je sam dejal, da ko so ga novinarji včeraj vprašali, kakšne so možnosti moštva za naslednjo sezono, je on deloval zelo optimistično in povlekel paralele med slovensko reprezentanco in Miamijem. In zdaj je zanimivo, da te paralele vsekakor obstajajo, namreč tudi Riley ni pred zadnjo sezono imel takih visoko letečih besed o svojem moštvu in konec koncev je to svojo vero v sedanjo postavo podkrepil tudi denarno, kot sem dejal. V to moštvo je sedaj vložil ves denar, ki ga ima Miami na razpolago za naslednje 3-4 leta. Cap proračun je povsem zapolnil do zadnjega centa, pravzaprav ga bodo naslednjo sezono lahko celo malce presegli, ko se enim igralcem še dvignejo pogodbe.
Vsi igralci, ki so igrali v lanski sezoni ključno vlogo, Dion Waiters, James Johnson, tudi novinec Richardson in seveda že omenjeni Olini, ki so ga pripeljali iz Bostona, vsi so dobili visoke pogodbe. Sedaj so recimo še z njihovim novincem izpred 2 let Winslowom, v katerega polagajo ogromne upe, tudi podaljšali to njegovo rookie pogodbo še za 1 leto. Tako da to moštvo je sedaj to. Če ne bo Riley speljal kakšne velike menjave in tukaj vedno pri Rileyju nikoli ne veš, Goran ni sedaj varen. In Spoelstra je Goranov veliki zaveznik, zaradi tega lahko tudi za naslednjo sezono računamo, da bo storil vse, da bo Goran v vlogi, ki mu bo ustrezala. Isto moštvo se vrača, tudi te priložnosti do sedaj še ni imel, da bi se recimo vrnil z istim moštvom. Po tisti All-NBA sezoni v Phoenixu, vemo, so pripeljali še Isaiah Thomasa, Gorana prestavili na krilo. Absurdna situacija za takrat uradno enega izmed 6 najboljših organizatorjev v NBA ligi. Zato, da se vrnem na tvoje vprašanje, Blaž, kakšne možnosti ima Miami v naslednji sezoni? Mislim, da imajo zelo dobre možnosti, da se borijo za prednost domačega parketa. Torej, da redni del sezone končajo na enem izmed prvih 4 mest. Zelo bo odvisno od tega, kako bosta Cleveland in Boston vstopila v sezono. Tukaj je še ogromno neznank. Kako se bodo igrali do začetka sezone? V obeh moštvih je prišlo do drastičnih sprememb. V Bostonu so pravzaprav zamenjali 4 izmed 5 igralcev prve peterke. In Stevens je dobil igralce, ki morda ne ustrezajo njegovemu konceptu kot tisti igralci, ki so sedaj zapustili moštvo. V celoti gledano seveda boljše igralce, vendar ogromno seveda pomeni to, kako se te igralci vklopijo in povežejo v moštvo. Košarka je vendarle moštveni šport in zaradi tega je bila Slovenija tako uspešna letos. Zaradi tega, ker so sestavili odlično moštvo, kjer so zvezdniki in roleplayerji dobro poznali svoje vloge in ne vemo, kako bo to delovalo v Bostonu. Nekaj časa bodo nedvomno potrebovali, koliko bomo videli. In tukaj je možnost, Miami bo moral, predvsem za njih bo pomembno, tako kot sva dejala, seveda, da ostanejo zdravi in da dobro vstopijo v sezono. Da nadaljujejo tisti 30-11 niz iz konca lanske sezone, da vstopijo recimo v začetek naslednje sezone z 10 zmagami, 3-4 porazi največ, recimo tam po 15-14 tekmah. To bo za njih izjemno pomembno, da se ustvari dobra kemija, da se ustvari optimizem znotraj moštva, da igralci začnejo verjeti, da so sposobni ponoviti tisto, kar so naredili v lanski sezoni. Ker ne smemo pozabiti, v tisti drugi polovici, 30-11, ko so bili zdravi, o kateri sva že nekaj govorila, so premagali najboljša moštva lige, so premagali Golden State, so premagali Cleveland, so premagali Houston, absolutno tista najmočnejša moštva. Ne samo torej moštva iz dna lestvice, sredine lestvice, premagali so kandidate za naslov prvaka in dokazali, da so zmožni igrati izjemno. In tisto, kar je lahko vsem nam zelo všeč pri tem Miamiju, je to, da moštvo nima tistih, kot si tudi že ti omenil, Blaž, tistih izrazitih zvezdnikov. Imajo ogromno teh, kot naša reprezentanca, če se navežem, podcenjenih igralcev, ki so se jim nekateri v ligi že odpovedali, igralcev, ki so našli svoj drugi dom v Miamiju, takih je kar nekaj, igralcev, ki so recimo prišli iz D-lige, torej iz te sedaj G-lige, G-lig, ker so dobili sponzorja Gatorade. In zato mislim, da bodo sezono dobro začeli, vendar tisto, kar si že ti dejal, pomembno je, da najprej ostanejo zdravi. Če ostanejo zdravi, jim napovedujem dober začetek. Mislim, da končnica na tem oslabljenem vzhodu ni vprašljiva. Vprašanje je, kako bodo visoko. Kot sem dejal, mislim, da se bodo borili za prva 4 mesta, vendar moramo najprej videti Cleveland in Boston v akciji, moramo najprej videti, kako začnejo sezono, kako se pri njih vklopijo novi igralci. O tem sva nekaj že govorila, še precej več v prihodnih podcastih, ampak čaka nas izjemno zanimiva sezona v NBA ligi. Pa morda, Blaž, na hitro, da ne bova tokrat predolga, ampak kakšno besedo ali dve v tokratni epizodi morava še Luki nameniti, Luki Dončiću, ker namreč njegova sezona se je pa že začela, Blaž. Ja, sicer se je njegova sezona začela precej neuspešno, izpadli so v polfinalu španskega superpokala proti Gran Canariji. Luka je dejansko odigral dobrih 20 minut na tej tekmi. Ni sicer bila njegova statistika tako impresivna kot na Evropskem prvenstvu, vendar je to povsem logično, nekoliko je izžet, seveda tudi poškodba gležnja, verjetno še ni čisto 100%. Ja, jaz sem bil vsekakor presenečen, da sem ga videl, da je že odigral na tej tekmi super pokala, ni začel v prvi peterki, tudi Randolph ni začel v prvi peterki, naš Tonček, ki ga bomo v prihodnji sezoni, seveda prav tako kot vse naše igralce, spremljali in več kot očitno ta tekma ni relevantna, ni bil motiviran, verjetno tudi utrujen.
Tudi vprašanje posledice mora še čutiti. Luka se mora z ekipo še uigrati, nekaj novih igralcev je prispelo, igralci, ki bodo morda tudi spremenili njegovo vlogo. Tudi tukaj moramo še videti, kaj se bo zgodilo sedaj po poškodbi Jula, po prihodu Campazza, po prihodu Kozerja, dva nova branilca. Campazzo, eden izmed boljših mednarodnih organizatorjev, igralec, ki ga morda mnogi pri nas ne poznajo dobro. Ja, ampak gre za odličnega igralca in bomo videli, kdo bo sedaj prvi organizator igre, ko ni Ljula. Prej je bil to on de facto številka 1, zdaj bomo pa videli, ali bo to Luka Dončić ali bo Luka se prestavil na trojko, tako kot je igral na Eurobasketu, Morda se nekateri sprašujejo, kako to, zakaj Luka je vendarle prvi organizator, kdo pa je Campazzo. Campazzo je lansko sezono končal v eni od idealnih peterk ACB lige, pravkar je končal letos poleti, ko je slovenska reprezentanca igrala Eurobasket in on igral Americup, kjer je bil prav tako izbran v idealno peterko. In to ne prvič. Visoko dekoriran igralec, naslednik tiste blesteče zlate argentinske generacije, morda v tem trenutku celo najboljši Argentinec. Ja, bi se kar strinjal s tabo, ja, da je najboljši Argentinec v tem trenutku. Vsekakor ime, ki ga, kot sem dejal, morda nekateri tukaj ne poznajo, vendar izjemen organizator, tako da povsem možno je, da bosta skupaj začenjala v prvi peterki, tako kot si ti dejal, in tukaj ne vemo, kako se bo Laso odločil, kako bo celotno zadevo postavil. Konkurenca na zunanjih položajih v Realu je sedaj še vedno močna, kljub temu, da Jula ne bo več. Zagotovo bo Luka še vedno playmaker, igralec, ki bo organiziral napade, vendar moram priznati, da na papirju Dončić in Campazzo mi ne delujeta najboljša kombinacija. Zakaj? Predvsem zaradi tega, ker Campazzo ravno ne blesti pri metu iz razdalje, predvsem pri spot-up metih takoj po prejemu žoge. Ni ravno najboljši in seveda playmaker, kot je Luka, potrebuje nekoga, ki vrže spot-up trojko, ki vrže po prejemu žoge, ne pa da na novo začne napad in se povsem spremeni shema igralcev, seveda. No, ampak sedaj, da nekoliko odskočiva od Campazza in se posvetiva Luki. Tako kot za Gorana bo tudi za Luko to najpomembnejša sezona v njegovi kratki profesionalni karieri, kajti igral bo za nabor na draftu, igral bo za tiste najvišja mesta na naboru naslednje leto v Ligi NBA in Za zgodovino in Za zgodovino kot prvi morda zunanji igralci iz Evrope, ki bo izbran na draftu. Ja, po drugi strani pa je ta odličen Eurobasket pustil ljubitelje košarke onstran, luže, medije, navijače in vse pustil zelo lačne in bodo sedaj Luko še z večjo podrobnostjo spremljali na vseh teh euroligaških in ACB tekmah in je to dodaten pritisk, s katerim se mora sedaj Dončić soočiti. Jaz osebno mislim, da se bo, ampak sedaj v tej sezoni mora res pokazati to, kar je kazal na Evropskem prvenstvu, mora dokazati, da je najboljši igralec, drugi najboljši igralec slovenske reprezentance, da je najboljši 18-letnik na tem svetu in naslednje leto suvereno vzeti tisto prvo mesto na naboru. Se strinjaš z mano? Tisto prvo mesto, ki bi bilo še enkrat izjemno odmeven dogodek, kjer bi zopet Slovenijo omenjali mediji, ki je drugače sploh ne omenjajo. Tako kot sem dejal, pomembno bo, kako bo Laso sestavil ekipo, tukaj bo morala spremljati tudi pripravljalne tekme, ki jih bo Real še odigral. Res, da so odigrali že super pokal, vendar čaka jih še serija pripravljalnih tekem. Konec koncev sta Randolph in Luka prišla v spremenjeno moštvo, povsem neuigrana. Ja, itak bova o Luki, Goranu in ostalih reprezentantih veliko govorila tudi skozi celotno sezono, tudi preden se bojo začele sezone, bova še posebej posnela podcaste in o Realu, in na splošno o Euroligi, in o NBA, in o Goranu in tako naprej. Tako da ja, jaz se strinjam s tabo, mislim, da bo tukaj na tem točki po mojem dovolj za ta podcast. Nekoliko so se zagovorila s tistim vorteksom, rentom okoli športnega novinarstva v Sloveniji. Tako da, Matej, bi še ti kaj povedal? Ne, Blaž, bolje, da ne bova predolga, lahko tukaj zaključiva. Naslednji teden majhna pauza v podcastih, vendar potem na začetku oktobra že najina serija pregledov najbolj pomembnih, največjih, najbolj odmevnih športnih dogodkov, ki sem jih že parkrat omenil. Seveda tudi posebni podcasti o NBA ligi, o Miamiju, o Realu, o Euroligi, slovenski košarki, slovenskem nogometu, tudi o Mariboru in njihovih tekmah v Ligi prvakov bova posnela podcast, tudi z gosti
tega ne smem pozabiti. Tale celoten projekt sva uspešno izpeljala, vendar je zahteval ogromno časa in energije in tudi midva potrebujemo čas za samo refleksijo in analize vseh uspehov, ampak številke so bile res izjemne. Samo na najnem NBA Facebooku, kjer nas seveda lahko dosežete preko zasebnega sporočila ali postite kakšen komentar, je bilo preko 400,000 ogledov, posamičnih ogledov v zadnjem tednu, torej številke, ki potrjujejo, da gre za košarkaški bum. In zato sem se malce razgovoril, zato sem se posvetil tej temi, zato naj je pograbil ta vortex, ker preprosto ne želim, da se zgodi tisto, kar se v naši zgodovini zgodilo že večkrat, da so bili taki uspehi neizkoriščeni, da je ravno ta politika, organizacije, administracija, birokracija odpovedala. In tega sem se bal in to naj je spodbudilo, zato me je zagrabil ta vortex, ampak precej več o košarki in vseh bolj prijetnih stvarih v prihodnih podcastih, kot sem že večkrat dejal. NBA Slovenija, Blaž, katere povezave lahko še omeniva, kje naj jo lahko še dosežejo najni poslušalci in... Ja, obiščite našo spletno stran sportinfo.si in pa seveda Twitter sportinfo.si. Na Twitterju v bistvu zelo rada odgovarjava, zelo aktivna sva na Twitterju, tako da če ga imate, sledite nam, veliko retweetov, lahko nas tudi tako na privat kontaktirate, rada se pogovarjava z vami. Tako da to bi bilo pa to v bistvu, kar se tiče kontaktov. Ja, prav pobralo iz mene, zdaj le tale podcast, moram priznati, zdaj moram... to še enkrat nazaj poslušati in potem skupaj zmontirati in se prijeti za glavo, kaj sem že spet kamfal. Upam, da, se pravim, nisem šel kam predaleč, upam, da je bilo zanimivo, da je bilo vredno vašega časa. Morda samo še tista zadnja stvar, všečki, Blaž, všečki. Tako pomembni so pri rangiranju v tem svetu podcastanja, v tem svetu webcastanja, v tem svetu bloganja, v današnjem svetu. Žal je to edini način, da se najni prispevki na vseh teh platformah, YouTubeu, Soundcloudu, iTunesih. Tako je, rangirajo, da sva bolj opazna, da nam jo lahko opazijo tudi drugi. Zato vas seveda prosiva za kakšen komentar ali oceno na iTunesih, oceno na najnih Facebookih, NBA Slovenija, nogometni prestopi, Sportinfo, Slovenija smuča. In pa tudi všečki pod najnimi podcasti na YouTubu oziroma našimi prispevki na YouTubu so izjemno pomembni, tudi to je eden izmed tistih primarnih načinov rangiranja. Zato seveda za konec samo še malce zatežim in vas prosim, če si lahko vzamete kakšno sekundo, minuto in to storite. To pa je to, Blaž, še kaj za tokratni podcast? Ne, mislim, da so vse kar konkretno obdelala. Jaz grem ven parkrat globoko vdihniti. Ta podcast me je podkuril. Sedaj pa en teden premora, naslednji teden... 10 dni nekje, no. Tako. Morda pa lahko samo za konec tisto zadnjo stvar omenim še naš e-mail ali pa kar ti, Blaž? Ja, lahko nam pošljete tudi e-mail na sportinfo@gmail.com oziroma preko spletne strani sportinfo.si, če pogledate tam desno spodaj, boste najdel kontakt, pa lahko tja noter napišete sporočilo, pa midva dobiva to na mail. Tako, to je pa to. Hvala, Blaž. Ja, hvala tebi, da si me prenašal. Ja, hvala tebi, da si me prenašal. Danes sem bil še posebej glasen. Upam, da tisti, ki radi omenijo, da preveč govorim, da ne bodo danes preveč jezdi, ker imam občutek, da sem preveč govoril. Ja, pa časih tudi to pride. Lepo se mejte, lep teden še naprej in se slišmo čez 10 dni. Adijo. Pri žogi Goran gre za 3, dosegla napaka in gol!